Danes je Mednarodni dan zavedanja nevarnosti min in podpori ukrepom odstranjevanja min. Namenjen je ozaveščanju javnosti o nevarnostih, ki jih predstavljajo protipehotne mine. Vsak mesec namreč v svetu zaradi sprožitve min umre približno 2000 ljudi. Določena območja, tudi v neposredni bližini naše države, še vedno niso razminirana, zato predstavljajo grožnjo. V Sloveniji je takih območij res manj. Poleg min se lahko najde neeksplodirana ubojna sredstva, ostanke prve in druge svetovne vojne, predvsem na Primorskem. A tudi naše območje ne zaostaja. Tako so imeli samo v letošnjem letu že 6 primerov intervencij. Z nami je Sašo Turnšek, vodja državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi za vzhodno Štajersko regijo. Lepo pozdravljeni. Dobro dan. Povejte, gospod Turnšek, eden tistih primerov, ki se jih spomnimo iz zadnjih let, je tista velika neeksplodirana bomba v Vurberku, ki je bila tudi medijsko precej odmevna. Marsikdo je morda takrat rekel, zakaj toliko pompa okoli vsega skupaj, vse na koncu tistega ta pravega velikega poka sploh ni bilo, ampak najbrž je bila zadeva res da kar nevarna, kaj? Ja, zdaj takole. Za Vurberk v prvi intervenciji, se pravi, ko smo mi prišli, naša enota prišla na kraj najdbe, sprva nismo vedeli. Vedeli smo, da se gre za avionsko bombo, nismo vedeli, kakšne vrste vžigalnike. Se pravi, dejansko, ko smo šli po bolj podrobni identifikaciji pogledati, smo videli, da se gre za kemični vžigalnik, ki pa je precej nevaren. Se pravi, dejansko nismo vedeli, ko je najditelj to najdel, ko je to prestavljal, ko se je to premikalo, je imel, bomo rekli, kar veliko srečo, kajti tudi mi smo bili v nedorečenem času, se pravi, kdaj bo prišlo dejansko do same eksplozije. Kakšno je sicer naše območje, če gledamo zdaj širše območje Maribora in pa okolice, je tu še veliko takšnih neeksplodiranih teles? Kakšno je vaše mnenje? Ja, moje mnenje, zdaj v Sloveniji imamo kar veliko. Če sem natančni, smo lani imeli 494 intervencij, se pravi, od tega smo najdli 3299 kosov, kar pomeni skupaj vsega skoraj malo manj kot 10 ton. Zdaj jaz pokrivam vzhodno Štajersko regijo, to je se pravi Štajerska in pa Prekmurje, smo imeli vse skupaj 32 intervencij lansko leto, od tega smo najdli skoraj 388 kosov. Tako da kar pokrito. Zdaj, Maribor je najbolj bil seveda bombardiran. Center Maribora in pa sam Tabor, kjer je tudi se nahajala tovarna motorjev za avione. Tako da ta del, to zdaj govorimo za avionske bombe, vse ostalo pa je bilo seveda tudi z manjšimi neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi posejano. Če se tudi komu od naših gledalk in gledalcev zgodi pri kakšnih izkopih, pri kakšnih delih doma ali pa recimo v gozdu, da najdemo takšno telo, kako ukrepati v tem primeru? To se ravno najbolj poskušamo vse ljudi ozaveščati z tem, se pravi, kot najditelji najdejo, posebej imamo tukaj probleme mogoče z tistimi, ki namerno to iščejo, ampak ko ljudi to najdejo, prosimo vas, da v tem primeru pokličajo 112, z tega se ne dotika, ne prestavlja, še manj razstavlja ali pa kamorkoli pač meče, v kaki ogenj v stik. Prosimo, pokličite 112, pridemo mi in to odstranimo. Rekli ste kamorkoli meče. V zadnjem času opažate tudi, če kdo najde takšno neeksplodirano telo, ga rad vrže recimo v reko Dravo. Ja, tukaj smo zasledili kar nekaj primerov. Ljudje seveda, ko imajo to, najdejo ali podedujejo, najdejo kje doma, ne vejo kam z tem. Zato seveda se na nek način poskušajo tega rešiti. Zdaj seveda najlažji način je, da se to odvrže ali v naravo ali v reko. To je najbližje, ne? In seveda to ni pravilno, zato se seveda ne dobi nobena kazen, zato je najlažje poklicati 112 in se seveda to stvar odstrani. Dobro, vemo, tisti, ki ima recimo orožje doma, mora imeti posebno dovoljenje za to. Ali obstaja kakšno dovoljenje, da lahko kdo doma shrani kakšna taka neeksplodirana telesa? Tega mi seveda odsvetujemo, ne priporočamo. Vsa te stvari so nevarne, tudi mi se v primeru Vurberga ravno nismo vedeli, kaj je. Smo se tudi posvetovali z tujino, tako da v tem primeru ni priporočljivo tega hraniti doma.
Obstaja kazen kakšna, denarna kazen, če ima kdo to doma? Za to ni nobene, mislim, v primeru, da se ogroža seveda ostalo, da res najditelj oziroma ta lastnik to poseduje, ampak ne, dajte raje prijaviti, nikoli ne veste, v kakšnem stanju je ta najdba in odsvetujemo hranjenje. No, morda za konec enega pogovora še kakšen takšen zanimiv primer iz prakse. Morda zdaj, če odmisliva še tale Vurberg, ki je bil v zadnjem času odmeven, še kaj takega, da je vam ostalo v mislih, da je bilo kar nevarno ali pa morda celo zanimivo z vašega stališča? Zdaj na zadnje je bila taka odmevna, je bilo ravno so delali remont na hidroelektrarni Zlatoličje, kjer so nas opozorili oziroma, da so pri remontu najdli neznani predmet, se pravi ročna bomba je bila zapakirana dejansko v svojo nosilno transportni ohišjo in niso vedeli, kaj je not. Zato so pač poklicali nas. Zelo, kako bi se temu, interesantno, se pravi, dejansko smo morali iti v turbino, odstraniti ljudi, ki so bili v tistem času iz turbine, čeprav vemo, da je turbina pod zelo debelimi stenami. Odstranili smo ljudi, to prestavili na zunanjo stran, se pravi, da smo dejansko naredili premik te ročne bombe, da je nismo odpirali v samej turbini, smo jo prestavili pred, odmaknili ljudi in jo potem deaktivirali. Zanimivo. Skratka, lahko rečeva, karkoli v tej smeri se pri kom zgodi, številka 112 je tista ta prava. Gospod Turnšek, hvala lepa, da ste bili naš gost v oddaji RTS 24. Hvala.